Dejstvo je naslednje, da informacijska tehnologija po nadzorovani in nenadzorovani poti vstopa na šole. Zdaj učenci prinašajo na šolo razne mobilne naprave, tablice in dostopajo do spletnih strani, za katere si šola recimo ne želi, da bi jih obiskovali. Objavljajo razne vsebine, ki so sporne, ki so lahko problematične. In v tem predavanju bom predstavil, na kak način se lahko ravnatelji ob recimo nekem takem tako imenovanem incidentu, ki se lahko zgodi s pomočjo informacijske tehnologije, kako se naj ravnatelji odzovejo pred samim incidentom, kaj naj ukrepajo, oziroma kako naj se obnašajo med samim incidentom in kaj lahko storijo po takem incidentu. Predvsem jih tukaj ravnatelji že na tem mestu vabim, da pokličejo nas na safe.si in recimo organizirajo predavanja za starše učencev, za učitelje in seveda tudi organizirajo delavnice za svoje učence, da bomo na tak način predstavili, da informacijska varnost ni neko omejevanje, ograjevanje, nadzorovanje naših učencev na posamezni šoli, temveč informacijska varnost je znanje. Se pravi, ko bomo ukrepili in razširili znanje in zavedanje o odgovorni in varni rabi interneta, bomo na tak način uspeli tudi izboljšati to stanje na internetu med našimi učenci. Lep pozdrav vsem skupaj, še z moje strani. Ja, tudi jaz sem eden izmed čete predavateljev za starše in izvajalcev delavnice za učence na vaših šolah v okviru Centra za varnejši internet. Danes sem tukaj v vlogi predvsem predavatelja, recimo strokovnjaka, pravnega strokovnjaka pri SafeSI. Sicer sem tudi predavatelj na fakulteti za management na Univerzi na Primorskem, se mi zdi, da je fair do mojega drugega delodajalca, da tudi jih omenim. Kakorkoli, z večino vas, oziroma vse z nekaterimi, tako na hitro, ko sem preletel obraze v predavalnici, sem se že srečal, tako da če bom pa katerega pozabil, ravno prej sem eno ravnateljico z ene osnovne šole, sem jo žal spregledal, ker smo se pred leti že srečali. Se vam res opravičujem, če vas bom spregledal, ampak sem res vesel, da ste se odzvali temu našemu povabilu in prišli na to predavanje oziroma ta posvet, kajti vi ste tisti, ki se zavedate, da je treba nekaj na tem področju spremeniti in ste se že pred tem zavedali, ko ste nas, predavatelje, izvajalce delavnic, povabili, da smo izobraževali učence vaših osnovnih šol oziroma starše vaših učencev oziroma vaše učitelje. Današnji namen moje predstavitve je, oziroma izvajanja je povedati nekaj malega o tej spletni varnosti in vam dati neke smernice, predvsem za vodstva šol in seveda posredno tudi potem za učitelje oziroma mogoče tudi za računalnikarje, ki delujete najbolj na tem področju informatike oziroma uvajanja informacijske tehnologije na šolah. Mi smo se že vrsto let pri projektu SafeSI pogovarjali, jaz mislim, da sem že nekje od 2010 tu pri SafeSI, smo se pogovarjali, da dejansko, ko pride do nekega problema, šole ne vedo, kaj narediti. Kaj narediti, ko pride do nekega incidenta, kako se obrniti. In zaradi tega smo poskušali v tem letu nekako spisati par smernic, pa tudi ne vem, če smo ravno uspeli vse zajeti, kajti veste, da informacijska tehnologija je zelo raznolika in se tako hitro spreminja, da ne moremo, preprosto ne gre v neke kalupe dati vseh teh možnih situacij, ki se zgodijo na internetu, na družabnih omrežjih, na računalnikih in seveda tudi v sami interakciji v fizičnem svetu, ki se dostikrat preslikava virtualnega in nazaj. Ok, prvo vprašanje, kako vstopa informacijska tehnologija na vašo šolo? Zelo hitro, to veste, zelo hitro. In jaz sem v tem priročniku, ki si ga mimogrede lahko že ogledate tudi na spletnih straneh SafeSI, ga bomo potem na hitro prelistali. Jaz sem govoril predvsem o dveh vidikih. En je ta nadzorovani vidik vstopa informacijske tehnologije na šolo, ko recimo se šola odloči opremiti računalniško učilnico, ko se pri določenem predmetu odločijo uporabljati to in to neko učno okolje, neke spletne učilnice, neke spletne strani, se pravi neke servise, ki delujejo na internetu, se pravi povsem nadzorovano in to si šola želi, spodbuja, se ji fajn zdi, super, in sploh. Potem imamo pa tisti nenadzorovani del. Tam pa pridejo naši učenci, ki je zdaj moj telefon, tule je v zadnjem žepu,
kot običajno. Torej, pride naši učenci s temi napravami, malo manjšimi, malo večjimi. Dejstvo je naslednje, da vse veste, ta nenadzorovan vstop informacijske tehnologije nam pa dela nekaj preglavic, ker ne moramo vedeti, kaj učenec, ko podrsa po ekranu, kaj se pravi kot prvo, na katero omrežje se poveže, kak ima dostop do interneta, tiste take čisto tehnične zadeve, oziroma v koliki meri mu omogočiti ta dostop. In na drugi strani, kaj se mu prikazuje tu gor? Pojma nimamo, res. In šole pač v večini primerov poskušajo to nekako zajeziti, onemogočiti, preprečiti in obstajajo različne metode, kako do tega priti. Zdaj, informacijska tehnologija na šolah, dejstvo je, da se pojavlja, ne? Mimo tega ne moremo, kajti vse veste, vi izobražujete učence, ste mogoče kdaj računali, kdaj se bodo vaši učenci, ki jih imate zdaj v šolskih klopeh, kdaj se bodo upokojili? Ste na hitro tako, jaz sem čez palec, sem tako na hitro preračunal, ravno za ta priročnik, leta 2080, tam nekje. Se predstavljate 2080. Mi smo začeli uporabljati internet, jaz se spomnim, ko sem bil na fakulteti, na pravni fakulteti v Mariboru, mislim, da je 93-94, takrat sem dobil moj prvi e-mail in takrat sem jaz začel, 95, tam nekje, ja. In od takrat naprej, recimo zdaj je minilo koliko let, 5, 7, 20 let, mi pa govorimo o 2080, še vsaj 60-70 let je to takrat. Kaj vse bodo, oziroma vsi bomo takrat še izmislili. Vse ste v tem času, a ste si vi leta, ne vem, 96 predstavljali, da boste imeli najbolj zmogljiv računalnik, ki ga si lahko predstavljate v žepu? Ne. In to nosijo naši učenci sabo. Te super napravice. In te super napravice so sposobne marsičesa. In zdaj, kako pa nadzorovati to informacijsko tehnologijo na šoli? Lahko zgradimo velik firewall, oziroma veliki kitajski zid, kot je tule na tej sliki, ampak jaz mislim, da to ni rešitev. Ker pač politično je zdaj bilo aktualno postavljanje nekih preprek ali ograj, kakorkoli jih imenujete, dejstvo je, da vse velike države, ki so v nekem trenutku začele se ograjevati, so potem počasi šle v zaton. Enako je bilo tudi s tem velikim kitajskim zidom. Tako da, zdaj na šoli, realno gledano, najbolj enostavno je pač, dajmo omejiti dostop do Facebooka, dostop do Twitterja, dostop do Snapchata, ugasniti vse možne protokole, kot je prej Maja omenjala, pač dostopkovno, se pravi dostope, se pravi, da recimo ugasnemo na naših Wi-Fi-jih, na šolskih Wi-Fi-jih, da ugasnemo recimo neke IP-je. Ampak še vedno, niste nič naredili, kajti vsaka taka naprava ima svoj podatkovni dostop, tako da brez veze, padete na celi črti. Zdaj, kako nadzorovati? Druga možnost je, da nadzorujete to vsebino oziroma to informacijsko tehnologijo tako, da pač poberete telefone. Zdaj, tega žal še ne gre narediti, ne? Mislim, ker imamo relativno odprte šole in zdaj si predstavljate, da bi imeli varnostnika tam na vhodu, Matej, izroči telefon, ja, in potem bi, ko pa gre iz šole, potem pa spet vsakdo dobi svoj telefon. Zdaj, na nekaterih šolah imate to tako urejeno, da ga v učilnici ne smejo imeti tega telefona, da jih morajo puščati v garderobi. Različne so politike, kako šole pristopate k temu, ampak dejstvo je, da nekega takega, kako bi rekel, generalnega recepta za vse šole enakega in seveda tudi za vse starosti, ker vi imate dejansko 9 let razlike od 1. do 9. razreda, to je ogromna razlika glede uporabe te tehnologije. Ni nekega recepta, kako to speljati. In dejstvo je naslednje, kar pa vsekako drži, ko jaz spremljam te spletne strani, kako ukrepati in naše in potem tuje zglede, informacijska varnost, zagotavljanje informacijske varnosti ni v filtrih, ni v omejevanju, ni v nekem preprečevanju, odvzemu, ampak je preprosto znanje. Znanje. Bom spet omenil kitajsko, star kitajski pregovor, mislim, da je, daj človeku ribo in ga boš nahranil za en dan, lahko ga pa naučiš, kako se lovi in ga boš nahranil za vso življenje. Dajmo mi nahraniti naše učence in seveda posledično tudi njihove starše in naše učitelje, glede te uporabe varne, oziroma glede varne rabe interneta, glede odgovorne rabe interneta in mogoče
bo jim to ostalo malo dlje časa, kot pa da se bodo oni spomnili, ja, na uni šoli, ko sem bil, pa takrat Facebooka nismo smeli uporabljati, ker so nam ga ugasnili, ker ni bilo možno pač iti preko računalnikov na šoli do Facebooka. Recimo na eni taki osnovni šoli sem bil pred leti, ko so dejansko pač ugasnili Facebook, ni bilo Facebooka, a ne, so te IP-je njihove od Facebooka so pač na svojih access pointih, takrat pa še ni bilo tako razviti ta podatkovni dostop do interneta. In seveda neki časi so se učenci bunili, nergali, ni Facebook, čez nekaj časa je pa potem se umirilo. Ni bilo nobenega problema, so rekli na šoli, super, rešili smo problem. Ja, rešili so ga tako, da so šli potem na spletno stran m.facebook.com. Ja, seveda, nič lažje, ker pač obstaja tudi mobilna oblika, so pač ko so šli recimo na šolski računalnik, so pač malo ožji tisti Facebook gledali, ampak še vedno so pa dostopali. Kako visoko boste postavili letvico glede teh omejitev? Otroci bodo pač še tako visoko skočili, to je dejstvo. Zdaj, mogoče boste pa na tak način gradili vojsko hekerjev oziroma sposobnih učencev, ki bodo znali pač vdirati v vaše sisteme in preskakovati te ovire, ki jim boste postavili. Tudi to je lahko, sem prepričan, da niste imeli tega v mislih. Tukaj smo pa danes zaradi tega, predvsem, ker želimo malo pogledati, ko gre nekaj narobe. Obstajajo številni primeri, ko pride do nekih incidentov, nekih zlorab. Od nekih spletnih nadlegovanj, sextinga, spletnega zalezovanja, navezovanja nekih stikov, happy slapping in tako dalje. Tega je ogromno. Vam priporočam, da si malo pogledate te naše slovarčke, ki jih imamo na spletni strani SafeSC, pa da malo pobrskate, da vidite, kam v kateri žakelj sodi kakšno ravnanje, ki ga lahko recimo povzroči taka informacijska tehnologija oziroma računalniki, telefoni, ki jih uporabljajo naši učenci, ko med sabo komunicirajo, ko objavljajo, ko fotografirajo, ko montirajo skupaj kakšne fotografije in tako dalje. Torej, da imate malo pogleda v to. In dejstvo je, da nekatere izmed takih recimo oblik, kot je nadlegovanje, pošiljanje nekih takih grozilnih, sovražnih pisem ali pa recimo nezavedanje, da na drugi strani, ko ti dobiš nekega luškanega medvedka, neko luškano, nek opis, da tam na drugi strani ni medvedek, na drugi strani je en gospod, ki želi nekaj drugega od tebe, kot pa se pač fajn imeti in se pogovarjati. Ali pa kaj takega, recimo, ko se zgodi tam med garderobnimi omarami na vaši šoli, ko nadzorni učitelj preprosto ne more vsega videti. Ne more videti, da se kaj takega zgodi, da nekega učenca pač konstantno najprej ga pretepejo, potem pa še posnamejo in še dodatno udarec, da še to razširijo, le ti loser, kako te uspemo tako ponižati in te pač se vesti do tebe nasilno. Tega kar nekaj, na vaših šolah. Jaz sem prepričan, da tudi če si zatiskate oči, da vi na vaših šolah nimate tega nasilja, dejstvo je, da pač otroci preizkušajo, kje so meje, kako daleč lahko grem v pravice drugega, kako daleč lahko posežem nekam in da to delajo otroci. Dejstvo je, da to obstaja, ampak zdaj kako pa to preprečiti, je pa lahko problem. In ko pride do nekega takega, tako imenovanega incidenta, jaz sem brskal po raznih definicijah, pa se mi zdi najbolj smiselna ta definicija po našem slovarju slovenskega knjižnega jezika, da gre za nek nepričakovan, neprijeten dogodek, ki prekine normalen potek kakega dejanja dela. Recimo nek prepir, spor, prekoračenje dovoljenega v ravnanju ali vedenju, se pravi nek izgred, ko imamo nekje določen način vedenja in naši učenci pa gredo preko tega, se pravi, pride do nekega incidenta. In zdaj tak incident je lahko tudi kaznivo dejanje, to se moramo zavedati. In ravno o tem bo govoril tudi kolega dr. Aleš Završnik, potem po popoldanskem srečanju in toplo priporočam, da ostanete do takrat in seveda tudi do konca, kajti tule prihajamo v res take zadeve, ki jih je treba imeti v mislih. In tako da se v to ne bom spuščal. Vidite, je pa kar pester seznam možnih kaznivih dejanj, ki se lahko zgodijo tudi preko interneta. Tudi kar se tiče kazenske odgovornosti, mogoče zgolj nekaj generalnega. Saj veste, ko vaši učenci prestopijo to mejo 14 let, v tistem primeru naprej so že kazensko odgovorni. V takem primeru, ko se zgodi nek tak incident,
Ko je 14-letnik, takrat bo prišla policija, takrat se spiše, oziroma se ugotavlja, da gre posebej za sum storitve nekega kaznivega dejanja in da takrat policija resno ukrepa. Takrat ni več heca. To so resne zadeve. Do 14. leta pa policija bolj ali manj nima še kaj za delati. Oziroma lahko pridejo, svetujejo, bolj tako preventivno delujejo v tej smeri. Po 14. letu pa stvari niso več hec. In ravno, ko imam jaz recimo delavnice z devetošolci, mi se začnemo pogovarjati o tem, kaj določa kazenski zakonik. Ker sem pravnik, si pač malo dovolim, jih malo poprašati, če so že šli kdaj pogledati v kazenski zakonik in potem gremo recimo pogledati eno kaznivo dejanje zloraba osebnih podatkov, kjer je med drugim zapisano kraja identitete. In predtem pa seveda navežem, a ste že kdaj naredili kak lažen profil na Facebooku, seveda to vsi delajo, potem pa pokažem dikcijo tistega zakona, kdor neupravičeno ukrade oziroma naredi ukrade identiteto, oziroma pač točno določena dikcija kazenskega zakonika in tako berejo 3 mesece do 3 let. Ja pa zakaj pa, če smo to vsi že delali, vse to vsi delajo, potem pa mogoče ni kaznivo. Ja, je kaznivo, v vsakem primeru je kaznivo in take stvari se lahko obravnavajo. In lahko imajo resne posledice. Bolj bi se jaz osredotočil na to odškodninsko odgovornost, ki izvira oziroma do katere lahko pride na podlagi nekega incidenta, ki se pojavi na šoli. Se pravi, imamo en tak velik sklop kazenskega prava in velik sklop civilnega prava. Marsikdo to meša, te jabolke in hruške, ampak to sta res dve področji. Se pravi, kazensko področje je povsem ločeno od tega civilnega. Zaradi tega se mi zdi bolj smiselno, da zdaj danes malo več spregovorimo o tem civilnem delu. In na tem civilnem delu, oziroma v okviru civilnega prava, se moramo zavedati, da obstaja neka odškodninska odgovornost. Zdaj, predvsem po zaslugi vseh poravnav, odškodnin.com in tako dalje, imamo pač v pogledu v to, da ko naredi nekdo nekaj narobe, oziroma ko se meni nekaj zgodi, imam pravico zahtevati neko odškodnino. Jaz pač bom mogoče dobil nek denar nazaj, zato ker sem pač trpel nekaj. In zdaj, kako pa priti do tistega denarja, oziroma kako pa vse to uveljavljati, je pa stvar taka, da za uveljavljanje neke odškodninske odgovornosti mora biti izpolnjene 4 predpostavke. In sicer prva predpostavka je, da mora priti do nekega nedopustnega ravnanja. Zdaj, kaj je to nedopustno ravnanje? Lahko je to kaznivo dejanje, ni pa nujno. Kot smo prej rekli, nek 14-letnik lahko šele naredi neko kaznivo dejanje, če je manj kot 14 let star, potem že to takoj hitro odpade. Kaj lahko recimo naredi nek 10-letnik? Kakšno protipravno nedopustno ravnanje lahko on naredi? To je lahko tudi recimo neko dejanje, ki je zabeleženo, zapisano v nekem internem aktu neke šole. Ali pa gre za nek splošno poškodovanje, recimo nasilje, povzročanje nekih stiske pri nekom drugim. Se pravi, gre za potem neko povzročitev, kot je že druga predpostavka govori o tem, za neko škodo, da nastane neka škoda. Jaz se zaradi tega počutim duševno prizadet. Škoda je lahko premoženjska, se pravi, da dejansko moram nekaj plačati, oziroma imam neke stroške s to škodo, oziroma s tem zaradi tega incidenta, ali pa čisto nepremoženjska, recimo, kot sem rekel, neke duševne stiske, lahko mi je težko, ne morem hoditi k pouku, ne vem, govorimo o nepremoženjski škodi, ki se tudi da izračunati, koliko evrov dejansko pride taka nepremoženjska škoda. Mora priti oziroma da zadostimo tej predpostavki za odškodninsko odgovornost, mora biti povezana se pravi, vzročna zveza med nedopustnim ravnanjem in med to škodo. Se pravi, zaradi tega incidenta se jaz slabo počutim, oziroma mi je bila prizadejana neka škoda. Se pravi, to dvoje mora biti povezano. In na koncu mora biti nekdo za to odgovoren. Zdaj pa, kako pa to odgovornost presojamo? Odgovornost otroka, se pravi, v določeni meri je lahko otrok, učenec odgovoren, ampak do dopolnjenega 7. leta otrok ni odgovoren. Se pravi, on do takrat ne more kaj narediti narobe. Se pravi, ni odgovoren. Od 7. do 14. leta otrok sicer ne odgovarja, če pa se dokaže, da je bil pri tej povzročitvi škode, pri tej povzročitvi tega incidenta, da je bil zmožen razsojati, v takem primeru pa on odgovarja. Se pravi, se čisto od vsakega primera do primera se ugotavlja, ali je otrok bil ali ni bil sposoben razsoditi, kaj je naredil, da je storil neko protipravno ravnanje, da je nekaj naredil narobe. Ko pa je star ta mladoletnik 14 let,
pa odgovarja po splošnih pravilih o odgovornosti za škodo. Se pravi, kot vsak, ki je sposoben odgovarjati, podobno kot kazenska odgovornost, ki nastane s 14 leti, tudi z 14 leti postane popolnoma civilno odgovoren za škodo, ki jo povzroči z nekim takim incidentom, kot smo rekli, nasilje, objava kakih fotografij, lažni profil in tako dalje in tako dalje. Zdaj, tu imamo odgovornost otroka. Na drugi strani so, da imamo tudi njegove starše. Zdaj, do 7. leta je zelo pomembno. Zdaj, ko vaš otrok oziroma učenec, ko stori nek incident, ko pride do neke škode oziroma do nekega protipravnega dejanja, do 7. leta odgovarjajo starši objektivno. Zelo pomembno. Se pravi, starši odgovarjajo kakorkoli otrok, ko do 7. leta naredi karkoli narobe, starši odgovarjajo. Razen, če je bil otrok zaupan drugemu, ki zanj odgovarja. Se pravi, to so otroci v vrtcu, recimo v vrtcu, en otrok razbije glavo nekomu drugemu, on ne more vedeti, do 7. leta ne more vedeti, da je naredil kaj narobe, ampak zaradi tega potem odgovarjajo njegovi starši, objektivno. Od 7. do 14. leta starši odgovarjajo krivdno in solidarno skupaj z otrokom. Se pravi, solidarno skupaj z otrokom v primeru, da se je bil otrok, da je bil vse sposoben zavedati, da je storil nekaj narobe. V takem primeru odgovarjajo skupaj z otrokom. V nasprotnem primeru otrok, oziroma v nasprotnem primeru potem starši sami odgovarjajo, se pravi, če otrok ni bil sposoben se zavedati, da je naredil nekaj narobe. Od 7. do 18. leta, tako generalno gledano, dejansko odgovarjajo za škodo, ki jo povzroči otrok, odgovarjajo starši. To je dejstvo. In moramo se še zavedati enega momenta, ki nastane tam s 15 leti. To predvsem za ravnatelji oziroma za tiste, ki imate učence, ki so v srednjih šolah, namreč s 15 leti lahko otrok postane delno poslovno sposoben. To pomeni, da se lahko zaposli, v določenih primerih lahko celo sklene zakonsko zvezo in tako dalje in lahko že razpolaga z nekimi sredstvi, recimo da zasluži nekaj denarja, s 15 leti je to že možno. In v takem primeru seveda ima nekaj sredstev in lahko odgovarja za tisto škodo. Ampak dejstvo je naslednje, da pač tule se res od vsakega primera do primera se razsoja in kar je pomembno, da starši v tem primeru, recimo, ko imam jaz predavanja za starše, jim povem, da v nekem trenutku se bo zgodilo, da bodo morali začeti plačevati. Ko bo en otrok drugemu otroku naredil nekaj na internetu, mu bo nekaj grozil, bo objavil neko njegovo sliko, bo razširil neke laži, kakorkoli, in da bodo ugotovljene vse te predpostavke odškodninske odgovornosti, bodo eni starši tožili tega otroka oziroma njegove starše in bo treba plačati. Jaz sem iskal sodno prakso v Sloveniji, ki bi prišla do višjega ali vrhovnih sodišč, kajti ta sodna praksa je dostopna, in še nisem našel takega primera, ko bi se izključno zaradi interneta zgodilo kaj takega. Imamo en primer iz področja Prekmurja, kjer je en učenec sicer nekaj posnel, potem so to objavili na Facebooku, mislim da, ampak je šlo za posnetek ene učiteljice. In je potem bil en problem glede te objave, ampak ni bil čisto vzročna zveza med tem snemanjem in da bi potem tistega učenca kakorkoli, da bi bil odškodninsko odgovoren ali da bi kakorkoli odgovarjal oziroma njegovi starši, pač pa se je dogodek je potem šel v čisto drugo smer, kjer so potem na nekem spletnem portalu to objavili in pisali o tem in je potem zadeva šla v čisto druge vode. To je bil edini primer, ki sem ga nekako zaznal, da je bil v povezavi z informacijsko tehnologijo, se pravi Facebooku konkretno, in potem z neko odškodninsko tožbo in plačevanjem neke odškodnine. Ampak, da bi pa konkretno učenci z tega področja mogli že kaj, oziroma njihovi starši kaj plačati, tega pa še žal ni bilo. Ampak, ko se pogovarjam tako z odvetniki in kolegi iz mojega področja, pravijo čisto majčkeno še. Malo še, in ko se bo enkrat to odprlo, bodo starši začeli na polno. Vse veste, pač jemljemo vse iz tujih držav in res pa, da iz tujine še nisem uspel toliko te prakse preiskati, da bi točno imel kakšne reprezentativne primere, ampak sumim, da se bo kaj kmalu to tudi začelo. Ok,
Prej sem že omenil, da mora obstajati neko nadzorstvo, se pravi, če je otrok pod nekim nadzorstvom, potem pač odgovarja tisti, pod katerega nadzorstvu je otrok. Dejstvo je še naslednje, da ko pride do neke slabe vzgoje, če nadzorstvo nad mladoletno osebo ni dolžnost staršev, temveč nekoga drugega, ima oškodovanec pravico zahtevati odškodnino od staršev. Če je škoda nastala zaradi slabe vzgoje mladoletnika, slabih izgledov ali grdih navad, ki so mu jih dali starši, ali če tudi sicer škoda, če se škoda lahko pripiše njihovi krivdi. Se pravi, mora iti potem škoda, se pravi, v primeru slabe vzgoje, potem odgovarjajo tudi starši. Kaj hočem reči, če grem potem še naprej, se pravi, zdaj smo govorili, kako starši, oziroma kako učenec, otrok, kako starši in kako sedaj šola odgovarja za morebitno, recimo, ko pride do nekega incidenta. Dejstvo je naslednje, da šola oziroma ravnatelj oziroma učitelji, šola mora zagotavljati neke varne šolske prostore in organizacijo nekih šolskih prireditev, aktivnosti, izletov in tako dalje. In ko pride do kakršnega koli nekega incidenta, ki ga recimo povzroči kak učitelj, ali v zvezi z delom, mora šola definitivno povrniti to škodo. Ampak s tem se danes ne bomo toliko pogovarjali, ta odnos šola-učitelj, bolj se bomo pogovarjali, oziroma bi rad izpostavil to nadzorstveno dolžnost, ki jo ima šola. Namreč šola je dolžna nadzirati učence med poukom, saj je odgovorna za škodo, ki jo učenci povzročijo drugemu učencu ali neki tretji osebi. Vse veste, vi morate imeti vzpostavljeno neko nadzorstveno dolžnost, ki jo povzroči mladoletnik medtem, ko je pod nadzorstvom skrbnika šole, druga ustanova, in v takem primeru odgovarja skrbnik, šola oziroma ustanova, razen, zelo pomembno, če dokažejo, da so opravili nadzorstvo z dolžno skrbnostjo ali da bi škoda nastala tudi pri skrbnem nadzorstvu. V okolju odgovarja tudi mladoletnik, je odgovornost solidarna. Okay. Se pravi, vi imate gotovo nek načrt, kako naj se nadzirajo učenci med odmori, točno se ve, da učitelj v nekem razredu ne sme iti kar preprosto ven iz razreda in prepustiti učencev v razredu sami sebi, se pravi, da delajo nekaj neumnega. Na tem področju recimo obstaja kar neki sodne prakse, ko recimo učenec oziroma ko učitelj je sam odgovoren recimo za 300 učencev. Kako bo en sam učitelj nadzoroval 300 učencev? To je dejstvo, da šola ni uspela zagotoviti ustreznih meril, na kak način naj se tistih 300 učencev nadzoruje. Potem imamo recimo druge primere sodne prakse, ko so recimo na nekem taboru, so učence malo starejše, mislim, da 7. 8. razred, so jih imeli na taboru in so potem učenci morali po neki potki hoditi od tabora pa tja do nekih aktivnosti, ki so jih imeli. In seveda prvi dan, drugi dan ta vodja tabora je peljal učence, tretji dan, ali boste šli sami, ker ste 7. 8. razred, znate hoditi po tej potki. In seveda pazite, da ne bo kdo padel. In seveda eden je padel. In kaj so naredili starši, takoj šolo, niste nadzorovali naših otrok, bil je problem, mogli bi to. In potem je Vrhovno sodišče reklo, to so 7. 8. razred, oni so bili na tem taboru, zatega, da bi se učili veščin samostojnosti in je nekaj normalnega, da bodo oni šli sami tam. Ne bomo zdaj ves čas gledali vsak korak. Se pravi, v določeni meri, kot vidite, vsak primer se presoja po samem primeru. Se pravi, od primera do primera je odvisno, v kaki meri je šola dolžna tako nadzorstveno dolžnost izvajati. Zdaj, kaj pa IT, informacijska tehnologija, kaj pa tule? Kako bo šola dokazala, da je storila vse v svoji moči, kot je že prej Marko omenil, kako naj šola nekaj takega naredi, da bodo učenci tudi varni na internetu, da se na šolskih računalnikih ne bo kaj naredilo, da učenec, ki bo recimo med glavnim odmorem recimo fotografiral svoje sošolce, da do tega ne bo prišlo, da ne bo do nekih problemov prišlo pri tem. Se pravi, kako naj šola to izvaja? Jaz nimam odgovora, res ne, žal ne. Da bi konkretno recimo imeli, šola mora narediti to in to in to. Jaz sem iskal tudi po napotkih ministrstva, nisem našel. Prej je kolega vprašal, ali obstajajo kakšni vzorčni primeri teh internih aktov. Vsaka šola, jaz sem šel malo gledati te vzgojne načrte in tako dalje, te interne akte, vsaka šola pač po svoje nekako uredi te pravilnike,
šolskega reda oziroma vzgojne načrte, na kak način naj se učenci vedejo oziroma na kak način naj uporabljajo informacijsko tehnologijo. Čisto odvisno je. In zdaj, zaradi tega ravno smo pa se potem lotili tega priročnika. Se pravi, ko imamo to interakcijo ravnatelj kot neko vodstvena struktura šole, potem imamo učitelja kot delavca na tej šoli in učenca, zraven pa še starša, se pravi, to interakcijo med vsemi temi 3, 4 oziroma 4, 5 deležniki bomo zdaj poskušali nekako opredeliti. In sicer, kako ukrepati? Dejstvo je naslednje, da ko pride do nekega problema, je treba nekaj narediti. In ko je prej kolegica, predvidevam, da gospa ravnateljica, že pred časom, ko je prej vprašala, kje je meja med tem, ko moramo mi ukrepati 100% in kje pa lahko tako pač malo sodelujemo, malo vse vključimo zraven, ker so pač to naši učenci, da ne bomo imeli problemov, da ne bomo imeli uradno problemov, da se pač rešimo odgovornosti. Zdaj, generalnega odgovora ni. Jaz sem prav vesel, da bomo potem v tistih primerih prakse, da bomo imeli gospoda Volariča iz osnovne šole Bratov Polančič, kjer so zelo proaktivni v tem smislu, kaj je dolžan oziroma kaj se tako na navednicah pričakuje od njihovega učitelja. Zelo dobra praksa in sem zelo vesel, da se je odzval našemu povabilu, da vam bo predstavil, kako oni to urejajo. Torej, kako ukrepati? Kaj naj naredi ravnatelj, preden da pride do takega incidenta? Se pravi, da že septembra, ko se začneš študijsko leto, ko se že začne šolsko leto, da malo razmisli, paziti moramo na to, oziroma ne septembra, pač pa to običajno začnemo delati julija, avgusta, ko imamo čas, da se pripravimo na 1. september. Kot rečeno, ravnatelj mora na šoli zagotoviti ustrezno ureditev in organizacijo dela ter pogojev dela na šoli. To je dejstvo. In vi kot nosilci oziroma kot odgovorne osebe, jaz vam res priporočam, da se šola v teh vaših tako imenovanih internih, da se šola jasno usmeri, se pravi, da da tako nedvoumno usmeritev, glejte, mi smo šola, ki stremimo k nenasilju, ki obsojamo nasilje, tudi na internetu, tudi res zaradi tega, ker nasplošno je treba nenasilje, ni dopustno. Nenasilja ne sme biti na naši šoli in šola kot taka tega ne tolerira. In to je treba jasno povedati vsem, kot učencem, kot staršem. Zdaj, ukrepi ob nespoštovanju pravil, predvsem na področju informacijske tehnologije, recimo, da v teh vaših pravilih jasno določite, na kak način imate ta protokol izročitve mobilne naprave. Recimo, če se šola odloči, da v določenih primerih mobilne naprave vi na šoli pač ne tolerirate oziroma da je učenci ne smejo uporabljati, ko učenec potegne tak telefon ven in začne, bodi si, da ga lahko ima ali ne sme imeti, to se morate odločiti, to morate res predebatirati, na kak način. Se pravi, ko prije do neke uporabe, recimo v glavnem odmoru nek učenec fotografija svojo sošolko, učitelj vidi, mora biti točno določeno. Ja, pristopim k učencu, zahtevam izročitev tega telefona, če ga ne izroči, sledi to in to, recimo, da ga pošljem k ravnatelju, ravnatelj ukrepa tako, da pokliče starše in potem pred mano, oziroma mogoče še kako pričo zraven, da ta telefon potem tudi ugasne, da ne pride do tistega posledične možnosti, recimo vdora do nekih zasebnosti oziroma nekih zasebnih podatkov, ki jih ima učenec na telefonu. In seveda, da se potem tudi nek zabeležka naredi, nek zapisnik. Ja, takrat in takrat smo našli učenca, da je pač uporabljal ta telefon, smo zasegli, oziroma je učenec izročil ta telefon, ker tule je malo sivo področje. Ali lahko mi zahtevamo neko premično stvar od nekoga drugega. Smo imeli debato s pravniki oziroma s kolegi, ali lahko recimo vi zahtevate izročitev tega telefona, ker to gre dejansko za moja stvar, se pravi, gre za zaseg, to, kar lahko recimo policija naredi, da zaseže neko stvar. Jaz bi se tule bolj opredelil na to, da rečete, da izroči telefon. Če ga ne izroči, pokličite starše in jih seznanite s tem problemom. Recimo, drug tak ukrep, ravnanje ob zaznavi nasilja. Se pravi,
kaj boste naredili vi kot ravnatelj, ko boste zaznali, da gre nekaj narobe, ko bodo nekoga, recimo, da boste našli nek šolski pretep na YouTubeu. Kaj boste zdaj naredili? Se to je na YouTubeu, to se je dogajalo popoldne, to ni bilo na šoli, to je bilo nekaj na ulici, to je nekaj brez veze. Ne zanima me. A boste ukrepali, ne boste ukrepali? Spravi, na kak način boste pristopili k temu? Recimo, možnost zadržanja učenca, da opredelite. Kajti vi lahko v vzgojnem načrtu rečete, dokler se ne razjasnijo neke zadeve, dokler ne pride do neke razjasnitve, lahko vi zadržite vašega učenca do prihoda staršev. Zdaj je zelo priporočljivo, da obvestite starše o tem, glejte, vašega učenca, ker se je zgodilo to in to, smo zadržali za pojasnitev in tako dalje. Predvsem pa dajte v teh aktih določiti neke proaktivne ukrepe, se pravi, na kak način lahko učenci sodelujejo, kako boste dodatno se izobraževali, recimo, kako boste pristopili k neki pozitivni medijaciji, nekemu razrešitvi nekih problemov, zgladitvi sporov, se pravi, da nasprotne si stranke, se pravi, dva učenca, ki sta v strašnem konfliktu, da si prideta naproti, se pravi, da nekako združite to skupaj, da mogoče še vključite starše obeh družin, ki so si na nasprotnem polju. Vem, da je to včasih totalno nemogoče, ker jaz vedno, ko prijem na kako šolo, potem ravnatelj, učitelj je pač tudi v priču staršev, jim rečem, vem, da imate določene starše, jaz jim pravim cepljeni starši, ki so dobesedno zapeljani. Imam en primer, ko me ena mama klicala, kaj naj naredim. En učenec, še ne 14-letnik, je objavljal o eni 14-letnici gore podatkov. Je imel prav svoje neke spletne strani o njej, 100-200 fotografij, dobesedno za neko zalezovanje se je šlo. In si, kaj naj naredi ta mama, ker učenec in učenka hodita skupaj na avtobus, se vozita sem tja in ne vejo, kaj naj naredijo, zaradi tega, ker dejansko, če bodo sprožili postopek zoper tega učenca, bodo dejansko vplivali tudi na njun odnos, ko se bosta vsak dan še vedno vozila v šolo in nazaj. In potem je bilo na drugi strani, je bil pa oče tega učenca. Ko je šola povabila njega na razgovor in ga soočila s tem, gledajte, vaš sin dela to in to in to, veste, kaj je naredil? Na šolo je priklical ne vem koliko inšpekcij, da so se začeli ravnatelji potem s tistim ukvarjati, ko so dobili tako drugačno delovno in ne vem katero še inšpekcijo, ker da ne vem, kaj delajo z njegovim sinom. Veste, taki starši so pa cepljeni in tule pa, ne vem, mogoče kot odvetniku, na oštro, ampak če greste na oštro, potem spet vplivate učenec in učenka, ko se še vedno vsak dan, ono da potem fašeta, po domače rečeno, vso to godljo in dejansko potem ona, tista učenka bi bolj ali manj nastradala. So veliki problemi, ampak nekako jih vedno moramo poskušati rešiti. Ok, še vedno smo pred incidentom, imamo še dovolj časa, upam, da, koliko še? 15 minut, ok, bomo malo pohiteli. Priporočam vam, da učenci sodelujejo pri nastajanju pravil. Kako? Na razrednih urah razgrnete, mogoče ta pravila, predlog pravil, da se debatira o tem. Razredniki naj recimo rečejo, lete, na naši šoli bomo tam prve 3-4 tedne na osnovni šoli, da če nekaj drugega, da poveste, lete, ko bo prišlo do tega, bomo storili to in to. Da se učenci seznanijo s temi pravili, oziroma predvsem učence zanima, kaj se bo zgodilo, ko bomo delali nekaj narobe. Javna objava pravil, redno obnavljanje teh pravil, vse veste, tehnologija se ves čas spreminja. V teh pravilih morate seznaniti tudi starše, vedno. Priporočljivo je, na nekaterih šolah sem recimo videl, da imajo take zveščiče teh pravil, ki jih potem vsako leto na novo dajo staršem. Oziroma nekaterih pač dajo prvim letnikom, drugim letnikom, oziroma ko se ta pravila spreminjajo. Predvideti je treba izobraževanje, da vi kot ravnatelj rečete, lete, naša šola je naredila vse v tej smeri, da do incidenta ne bi prišlo. Sprejeli smo pravila, v pravilniku internih aktih smo določili to in to in to. Izobraževali smo naše učence, organizirali smo to in to delavnico, izobraževali smo učitelji, izobraževali smo starše, trudili smo se kot šola, da do tega ne bi prišlo. Naredili smo vse, kar je bilo možno na tem področju in še to, zavedamo se, da so naši učenci 24 ur dnevno. In
delujemo tudi izven delovnega časa. Ko en učitelj vidi, da ne gre nekaj narobe, kot bom kasneje govoril tudi o tem, da ta učitelj tudi nekaj naredi, da mu ni mar za njegove učence, ko je konec pouka, ne vrže vsega v stran, jaz pa zdaj nisem več učitelj, da tudi takrat dela. Kot rečeno, interni akti šole, vi imate kot ravnatelji, imate možnost spreminjati zgornji načrt, pravilnik o šolskem redu, v srednji šoli, oziroma pravila šolskega reda, šolska pravila, letni delovni načrt, imate možnost vsako leto to spreminjati, ampak vem, ogromno birokracije, od zadnji imate še potem svet zavoda, ampak dejstvo je, da lahko stvari, vi ste tisti, ki pač imate to možnost. Vem pa, da imate veliko dela, to pa se zavedam in mi je žal, da morate še potem to področje zraven urejati. Ko prije do incidenta, takojšen odziv, takoj se je treba odzvati. Treba je zaščititi žrtev. Če imate nekoga, ko vidite neko učenko, ki jo, ne vem, ko gazijo po njeni zasebnosti, kakorkoli, dajte takoj obvestiti njene starše. Takoj, ko vidite žrtev, je treba zaščititi. To naj vam bo prvo pravilo. Kdaj obvestiti policijo? Kdaj, recimo, je tisti rob, ko šola sama tega ne bo mogla razrešiti? Če gre za posnetke spolnih zlorab otrok. Se pravi, ko govorimo o nekih otrokih, oziroma ko imamo otroke, ki so kakorkoli goli, izpostavljeni v kopalkah in tako dalje, ko se take fotografije vaših učencev pojavijo na internetu, jaz predlagam, če nekaj drugega, dajte, da boste vedeli, kaj narediti. A gre za žrtev tega, oziroma gre za neko žrtev pri tem posnetku, ali je bila maltretirana, to žrtev je treba zaščititi. Ali je mogoče kaj drugega v ozadju, gre za neko pedofilijo ali kakorkoli. V takih primerih morate biti zelo, zelo aktivni. Tudi če vidite, da karkoli vaši učitelji delajo takega problematičnega, dajte to takoj javiti ali pa se vsaj posvetovati z policijo. In seveda, kadar gre za neko neposredno ogrožanje zdravja, življenja, katerekoli osebe, ali učitelja, ali učenca, dajte tudi takoj pozvati policijo. Pa mislim, da imate kot vodstveni kader, imate ves čas tako, imate v ozadju tisti instinkt, glejte, tukaj so pa stvari šle predaleč. In ne imeti v mislih ugled šole, pa zaščito mojega najboljšega kolega, učitelja, ki je naredil nekaj narobe. Imejte v mislih žrtev, res. Kako zaščititi žrtev. To vam naj bo vodilo, ali prijaviti, ali ne prijaviti neki incident policiji. Na drugi strani imate tudi nekega storilca. Dajte obvestiti tudi starše storilca. Dajte poskusiti se s tem storilcem, oziroma tem, ki je povzročil tak incident, dajte poskušati čim hitreje razjasniti ta potek, kako je prišlo do tega, kakšni so bili vzroki, kakšne so morebitne posledice. Kot rečeno, ravnatelj lahko zadrži učence. Dajte ga zadržati, tisto skupino, tisti razred. Glejte, ne boste šli iz tega razreda, dokler ne bodo prišli starši po vas, oziroma dokler ne bomo izvedeli, kdo je naredil kaj narobe. Dajte jih soočiti. Glejte, problem je nastal, pa ne govorimo zdaj o špeckahlah, da bo pač potem on je bil. Ker vse veste, včasih ta kohezija, ki je med učenci, je lahko zelo močna. In se bodo še bolj zoperstavili, ne bodo povedali, kdo je naredil nekaj narobe. Ampak jaz mislim, da slej ko prej jih lahko, ne bom rekel, strete, ampak lahko prijete do te resnice. Umik spornih vsebin je zelo pomembno, da vi umaknete tisto sporno vsebino. Predtem je pa treba dobiti tudi neko zagotovilo, da je ta sporna vsebina tudi umaknjena. Recimo, da je nekdo na svojem telefonu imel neko tako stvar, da potem tudi izbriše tiste stvari na telefonu. Vem, to je zdaj nekoliko že iluzorno, kako od nekoga zahtevati, da naj izbriše neko stvar na telefonu. Ampak dajte poskušati. Dajte jasno nakazati, tega ti ne smeš imeti na svojem telefonu, ker gre za vdor v zasebnost. Ko imaš neke fotke od svojih sošolk, ko so delali nekaj takega, recimo iz stranišča. Zelo grob poseg v zasebnost. Zelo pomembno zavarovanje dokazov. Dajte zavarovati te dokaze. Ko da je šlo nekaj narobe, dajte to spraviti. Dajte to shraniti nekam na neke varne nosilce, da če bi slučajno prišlo do česarkoli, da imate vi tudi dokaz, da ste zavarovali to, oziroma da poskušate razrešiti ta primer. Med incidentom, če je žrtev učitelj, dajte pomagati temu učitelju.
Ne mu reči, ok, to je tvoj problem, šola, lej, nima nič s tem. Ne, dajte pomagati svojemu učitelju, svojemu zaposlenemu. Če pa menite, da je šola mogoče tako bolj z levo roko se lotila zavarovanja oziroma neke nadzorstvene dolžnosti, ki bi jo mogli delati, dajte se čim prej posvetovati z nekim pravnikom, nekim odvetnikom, neko pravno službo, dajte mogoče na ministrstvo se obrniti, ne vem, koliko imate podpore pri ministrstvu, vem, da zdaj ste hitro zmajali z glavami, ampak kakorkoli, dajte malo se pozanimati, glejte, ali lahko pričakujemo, da bo šlo karkoli narobe. Na vse zadnje, na koncu lahko tudi nas pokličete. Mi vam bomo poskušali pomagati. Prijemamo klice, jaz tudi dam mojo osebno številko večkrat, ko pokličejo na SafeSC in se potem pogovarjam z ravnatelji, kaj narediti in presojamo, ja, ne, prijaviti, ne prijaviti, kaj narediti, kakšne ukrepe. Torej, fajn je, da nekoga, ki ni okužen s tem problemom, da poskušamo od njega dobiti to informacijo. Po incidentu, spravi, razrešili smo, recimo, vse je šlo kolikor toliko ok, zdaj pa treba naslednjo stvar narediti. Ločeno je treba narediti razgovore z žrtvijo, spravi, kaj je šlo narobe, kako je bilo, seveda to dajte presoditi, a je to smiselno ali ni smiselno, drezati v tisti problem, v gnojno rano, nekoga, recimo neke fotke so bile izpostavljene, neka učenka, a še zdaj dodatno to drezati, to pogovor z njenimi starši zagotovo, toplo priporočam. Zdaj, presodite ali soočiti storilca in žrtev, ali bo imelo to nek efekt, ali je smiselno to ali ni. Se pravi, vedno morate, dajte to ne vzeti za sveto, to, kar pišem, dajte presoditi, ali bi tako soočenje, glede na to, recimo, da sta ona dva ves čas v razredu skupaj, sošolec, sošolka, ali bo to prineslo nekaj pozitivnega. Po dogodku, ali tudi soočiti starše, jim razložiti, glejte, mogoče da boste vi mogoče tožili druge starše, ker je taka nepopravljiva škoda nastala. Dajte seznaniti starše tudi, glejte, mogoče boste mogli plačati. Mogoče svetujete onim drugim staršem žrtve, glejte, vi lahko naredite to in to in to. Dajte se obrniti na neko odvetniško pisarno, dajte zahtevati to od nekaznovan nekdo ne sme biti. Po dogodku je treba organizirati izobraževanje. Jaz sem že večkrat bil na kakih takih izobraževanjih, ko smo jih ad hoc na brzino, dajte, zgodilo se je to, dajmo organizirati za 7., 8., 9. razrede tako izobraževanje, ker imamo problem. In smo potem organizirali, se pogovarjali konkretno o tistem problemu, ki je recimo nastal. Smo kar že par takih izobraževanj na hitro skočili na neko šolo in to izvedel. Zelo dosledni bodite tudi pri teh postopkih in ukrepih, ki jih imate zapisani v internih aktih. Ko se zgodi to, bomo naredili to in to. V vzgojnem načrtu, recimo, ne, oziroma v teh pravilih, ko imate možnost nekih sankcij oziroma možnost nekih ukrepov, ki jih imate. Dajte se dosledno držati tega. Da se ve, da ta pravila niso samo tako, pač da zadostite nekim formalnim okvirom, pač pa da jih resno spoštujete, da to ni nek hec, da se tega držite, da niso brez veze tista pravila. In ta razrešitev lahko ima pozitiven vpliv. Tako imenovana prevencijska funkcija. Se veste, nekdo, ki je zaprt, bo mogoče razmišljal o tem, zakaj je bil zaprt, in drugi, ko gledamo tistega zaprtega, mogoče ne bomo naredili tistega kaznivega dejanja, da bi bili zaprti. Se pravi, ta preventivna funkcija, oziroma prevencijska funkcija kaznovalnega prava mora učinkovati tudi na šoli, da se ve, da tisti, ki je to naredil, smo naredili to in to in to. Ok, učitelj. Vaši učitelji naj se seznanijo z internimi akti, naj naštudirajo. Recimo, če se bo zgodilo to, študija primerov. Če se zgodi to, naredim to in to in to in to. Zdaj, naj malo presodijo, razmišljajo, kako ukrepati, ko pride do nekega problema. Na razrednih urah naj predebatirajo z učenci, da je šlo nekaj narobe, oziroma da bi lahko šlo nekaj narobe, kaj se bo zgodilo, kakšne ukrepe bo šola potegnila. Treba je spremljati učence tudi izven. Se pravi, tako pač gledate, vidite, če so kakšni konflikti med njimi, kajti ta povezava virtualnega in fizičnega sveta je zelo, zelo prepletena. Dva, ki imata konflikt tako med odmori, gotovo obstaja neki konflikt tudi v virtualnem svetu. Bodi si, da sta povezana, bodi nepovezana, ali pa eden zaradi drugega, ni nujno.
kje je začetek oziroma kje je konec, ampak morate biti pozorni na to kot učitelji. In ta opažanja, dajte povedati, recimo rečete, svetovalni delavki na malci, opažam tam, da Matej pa Miha, da so se začela danes nekaj ravsati. Daj malo razmišljati, mislim, da nekje ostane v mislih, da je šlo, da se nekaj dogaja in da boste pozorni, da boste lahko ukrepali. Med samim incidentom, če učitelj opazi to, daj takoj obvesti ravnatelja, šolsko svetovalno službo, poskušaj pomagati žrtvi, recimo, če to vidiš v izven delovnega časa, zdaj koliko si ali nisi dolžan tega narediti, pravzaprav nisi, ampak če si človek, če imaš tisto moralno obvezo, oziroma če čutiš poslanstvo učitelja, boš to naredil. Jaz se tudi pogovarjam včasih 10, 11 zvečer s kakimi kolegi. Jaz sem 24 ur v službi. Ni druge. Tako je naše delo. Ne gre drugače. Zavarovati dokaze kršitve in dajte se dogovoriti, da boste na šoli usklajeno ukrepali, da ne bo nekih solo akcij. Takoj povedati ravnatelju, dej, gremo na hitro se dobiti, kaj bomo naredili. Aha, ti to, obvestili bomo policijo, ti obvesti one starše in tako naprej. Če je učitelj tista točka zaupanja, naj presodi ali naj obvesti starše, recimo učenec pač pove, da je šlo nekaj narobe nekemu učitelju, recimo, da ga pretepajo, kakorkoli. Zdaj, povedati staršem, ne povedati staršem, kaj narediti, zagotovo povedati ravnatelju, oziroma šolski svetovalni službi, zagotovo dati naprej. Ampak seveda vse v strogem krogu zaupnosti, kajti vi kot učitelji, sicer poklicna molčečnost ni nekje zakonsko določena, ampak dejstvo je, da ste lahko zavezani čisto tako moralno tudi k temu, kar vam učenec pove, kar vam zaupa, morate to spoštovati. Res, dajte to zelo, zelo skrbno obravnavati. Po incidentu lahko pričakujete zelo burne odzive učencev. Lahko se dogaja to, tretjo, lahko pride do strašnih, lahko boste imeli zminirano celo šolsko leto. Zato dajte čim bolj se o tem pogovarjati. Recimo, če se zgodi nekaj tako znotraj. Mogoče vloge igra vlog pripraviti, se pogovarjati o tem. Predvsem morate pa strogo obsoditi nasilje, da to ne sodi v naše okolje. In to more od vrha navzdol do 1. razreda more to iti, da to ne sodi na šolo. Pa razrešiti in zgladiti ta spor. Zdaj ne vem, koliko še imam časa, da se lotim še, kaj naj starši delajo pred incidentom, naj sodelujejo, naj sodelujejo z otrokom, naj se izobražujejo o varni rabi. To smo spet tam. Maja iz Arnesa bo malo več govorila, po mojem, tudi o digitalnih domorodcih, ki se ne zavedajo posledic. To so pač učenci. Hitrih prstov, sem in tja, po internetu, ampak ne vem pa, kaj se bo zgodilo, ko bom naredil to in to in to. Naj se starši, dajte jim kot ravnatelji, lejte, to so naša pravila. Naj se vaši učenci, vaši otroci, naj se tega držijo. Če starši ne vedo, kaj narediti, dajte nas poklicati. Dajte poklicati na tom telefon. Ko pride do nečesa narobe, naj se starši pozanimajo pri učitelji. Ni nujno, da bo otrokova zgodba tista najbolj ta prava. Saj veste, otroci so sposobni naplesti še in še kako zgodbo. Odlični, ne bom rekel lažnivci, ampak pogajalci so. Zelo hitro zapeljajo kako stvar na svoj mlin. Tako da naj se starši pozanimajo pri vseh vpletenih. Po incidentu naj spremljajo otroka, naj pomagajo. Jaz na delavnicah večkrat rečem otrokom, dajte vi vaše starše naučiti, da vam ne bodo vtrgali glave. Kajti veste, kakšni starši so tudi, pač niso čisto diht. In bodo otroka, ne vem, kaj mu bodo naredili. Čisto, mislim, lahko imajo potem otroci resne probleme, ko naredijo nekaj narobe. In dajte, starše mogoče se morajo tega zavedati. Naj vložijo vse napore, da bodo morebitne sporne vsebine, ki jih mora biti kot storilec ali kot žrtev, ki jih bodo zasledili od njihovega otroka, ne poskušajo to umakniti. Če pa gre stvar predaleč, dajte poiskati odvetnika, dajte stvar razrešiti. Incident ne sme ostati skrit in brez nekih takih posledic sankcij. Ok, učenci,
mi organiziramo delavnice, dajte vi tudi organizirati delavnice oziroma nas poklicati, da bomo mi vašim učencem poskušali to povedati. In jaz sem ravno zadnjič imel telovadnico na Štajerskem, 250 in nas je bilo v tisti telovadnici, staršev, učiteljev, ogromno. In potem en starš pride k meni, vam tudi zelo dobro poznam, gospod reče, lej, sem iz tega foha, obvladam IT, sem zelo dober računalnikar, ukvarjam se poklicno s tem, imam, ne vem, koliko je rekel, imam 10 ali 14-letnico, stvari mi uhajajo iz roke, ne gre, ne morem. Moji otroci se zavedajo tega, onega, tretjega, varnost, se zavedajo, da lahko nastane tak problem. Ma kaj delajo? Tam iščejo neke take brezvezne filmčke, objavljajo na Facebooku, ono, tretjo, Snapchatu, selfie, ne vem kaj še vse, eno prek drugega. Ta kolega moj je rekel, ne morem, ne vem, kaj ne naredim. Jaz mislim, da bom mogel iti na oštro. Odzeti telefon, iti v nekem trenutku res postaviti tisto mejo, tako, zdaj pa konec. In vem, da je za starše to velik problem. In na drugi strani tudi za učence oziroma otroke, ki ves čas poskušajo iti, kje je meja, dokot lahko jaz pritisnem mojega starša, dokot lahko pritisnem učitelja, dokot lahko še pritisnem šolo, da bom v polju varnega. Se pravi, otroci pred incidentom, dajte jih izobraževati. Kar se tiče med samim incidentom, žrtev ni kriva, ne smemo tolerirati nasilja, nasilneže pa treba prijaviti. Ne govorimo o špeckahlah, ne govorimo o toži babah. To so stvari, ki jih ne smemo tolerirati. Dejstvo je to, da nasilje na šoli ni dopustno. In na drugi strani se morajo učenci zavedati, da jih hitro lahko odkrijemo. Hitro se lahko najde, oziroma resnica v vsakem trenutku pride na dan. Otroci pa morajo začutiti to, da so naredili nekaj narobe. Mora se jim dati vedeti, da je šlo nekaj narobe, oziroma da so storili nekaj narobe, da je prišlo do incidenta in da so nekomu škodovali, da so nekomu povzročili neko škodo. To je dejstvo in tega se morajo otroci zavedati. Za konec pa samo še to, internet je super stvar, ne ga omejevati, res ne. Z filtri, z restrikcijami ne bomo prišli daleč. Jaz mislim, da je internet tako dobra stvar, da je treba res najboljše ven iz tega pobrati. Bomo poslušali v okviru tega našega današnjega posveta par dobrih praks, kako se lahko internet in vsa ta informacijska tehnologija dobro uporablja. Zaradi tega dajte to premisliti, ampak na drugi strani moramo pa tudi, kot rečeno, informacijska varnost je pa znanje. In tako v tem smislu moramo razmišljati za naprej. Jaz sem zahvaljujem in sem odprt za vprašanja zdaj in tudi kasneje po elektronski pošti, kakorkoli. Mislim, da me lahko hitro najdete, če v Google pišete Benjamin Lesjak. Tako da me lahko pogooglate, poiščete, tako zdaj pa vas vabim k vprašanjem. Kako vprašanje? A ste že utrujeni? Čakate že na kavico. Koliko sem prešel sploh? 5 minut. Imamo čas za kakšno vprašanje, kar. Mogoče kak odziv kakšnega od ravnateljev, kako ste recimo že v tej smeri ukrepali. Mogoče čisto tako, veste, da tudi med sabo malo podelite, kajti jaz ne vem vsega, vi ne veste vsega, če pa združimo vsi vse, pa mogoče vemo kaj več. Dobro, nadaljujemo. Hvala vam. Okay.